po še enem prazničnem dnevu. Storitev v popolni zaščitni opremi. Spet se vozimo z avtobusi. Kdaj in kako gremo v šole in v vrtec. Nika in Nik, mala kuharska šefa Slovenije. Novosti v našem kabelskem sistemu. Športamo po novo in varno. Lepo pozdravljeni. Za nami je še eno praznovanje. 9. maj, dan zmage nad fašizmom in nacizmom, dan Evrope, dan posvečen miru in sožitju. Vse to in še več. Če bi bilo to običajno leto, bi najbrž lahko poročali o tem, da smo se tudi Medvoščani udeležili uradnega pohoda okrog okupirane Ljubljane oziroma pohoda po poteh spomina in tovarištva ali pa priljubljenega teka trojk. Ampak letos ni običajno leto, zato so prej omenjene aktivnosti potekale zgolj neuradno, podobno kot tudi protivladni protesti na predvečer praznika. Tudi naša televizija se je ponovno na pobudo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije vključila v praznovanje in pripravila spletno proslavo z naslovom Obrazi upora. Udeležence spletne proslave in gledalce pred televizijskimi ekrani je nagovoril aktualni predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Marijan Križman, ki je nacistično-fašistično okupacijo spomladi leta 1941 označil za največjo nesrečo slovenskega naroda v njegovi zgodovini, saj so bile glavne značilnosti okupacije raznorodovanje in kruto nasilje. Najizrazitejši izraz nasilja je bilo zapiranje narodno zavednih protifašistov in protinacistično usmerjenih ljudi, političnih emigrantov z Primorskega, politično in rasno pregledovanje ter ocenjevanje ljudi, množično izganjanje prebivalstva, delitev ljudi v različne državljanske skupine, uničevanje vsega in še bi lahko našteval. Ker številni radi zamenjujejo vzroke in posledice, je treba jasno poudariti, da so okupatorji te oblike nasilja uvedli takoj po okupaciji in ne šele po ustaji slovenskega naroda. Statistika druge svetovne vojne na Slovenskem je dejansko kruta. Življenje je izgubilo več kot 83.000 Slovenk in Slovencev, 28.000 partizanov in partizank. Skoraj 3.000 je bilo ustreljenih talcev, brez sodbe in razsodbe. 80.000 zavednih Slovenk in Slovencev je bilo zaprtih po zaporih, ljubljanskih, mariborskih, v Celjskem, Starem Piskru, Begunjah, koprskih in novomeških zaporih. Skoraj 60.000 Slovenk in Slovencev je bilo prepeljanih v koncentracijska taborišča, italijanska, nemška, madžarsko in hrvaško. Več kot 12.000 se jih ni vrnilo domov. 80.000 Slovencev je bilo pregnanih svojih domov, med njimi več kot 20.000 otrok, starih manj kot 10 let. Skoraj 20.000 jih je bilo v konfinaciji na prisilnem delu ali vojnem ujetništvu. Več kot 650 otrok naenkrat je bilo iztrganih iz naročja staršev in odpeljanih v tujino. To je bila vojna, ki se je iz Strelskih jarkov in kavern Prve svetovne vojne dobesedno preselila v naše domove. 41 km dolg obroč okoli Ljubljane, obdan s kar 70 bunkerji, je mestu dajal videz taborišča. Ljubljana je tako edino glavno mesto v Evropi, ki je bilo med drugo svetovno vojno popolnoma obdano žico in sicer od 2. februarja 1942 do 9. maja 1945. Upor slovenskega naroda pa nas je preoblikoval. Osvobodilna fronta je slovenski narod preobrazila iz naroda hlapcev v narod junakov. V nadaljevanju je Križman izpostavil še povojni gospodarski razvoj, ki je Slovenijo spremenil v industrijsko razvito deželo, zato se je zahvalil povojnim generacijam. Delo prejšnjih generacij se je na vsak način poskušalo razvrednotiti. Zato sta divje lastninjenje in hlepenje po kapitalu poslovnežev dvomljivega slovesa uničila dobro delujoče sisteme, delavca pa pognala na cesto. Vse, kar je dišalo po socializmu, je bilo treba uničiti in razvrednotiti, novih projektov gospodarstva pa od nikoder. In še, da so v Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije zaskrbljeni nad početjem vladajočih, ki da se ukvarjajo le sami s seboj. Podpiramo ukrepe za zajezitev pandemije koronavirusa, vendar opozarjamo in zahtevamo, prenehajte se ukvarjati sami seboj in začnite se obnašati državotvorno.
Kot sramoto brez primere pa je Križman označil razveljavitev obsodbe zoper domobranskega generala Leona Rupnika v začetku tega leta, zato je zveza vložila ustavno pritožbo. Razveljavitev obsodbe bi bila možna pri nas, ne pa tudi v državah zmagovalkah druge svetovne vojne, ki dajo kaj nase in ne poskušajo spreminjati zgodovine zaradi dnevne politike desničarskih strank. Izdajalci in ovaduhi so sramota vsakega naroda. Med ustavnimi pritožniki zoper razveljavitev obsodbe je tudi dr. Ljubo Bovcon, ki je poleg dr. Antona Vratuše, dr. Marka Vrhunca, Franca Severja Frante in Sonje Vrščaj tudi eden od portretirancev v spletni proslavi. Bili so namreč člani delegacije Zveze združenj borcev za vrednote NOB, ki je bila leta 2014 pod vodstvom takratnega predsednika Tita Turnška in častnega predsednika Janeza Stanovnika povabljena na spominsko slovesnost ob 70-letnici izkrcanja zaveznikov na obalah Normandije. Kot simbola začetka konca druge svetovne vojne, simbola enotnosti v boju proti nacizmu in fašizmu, predvsem pa kot simbola reševanja civilizacije, ki je dala Evropi današnji značaj. Slovesnosti v Franciji se je namreč udeležilo 19 predsednikov držav in vlad, med njimi ameriški predsednik Obama, ruski predsednik Putin, britanska kraljica in nemška kanclerka Angela Merkel. Gre za podobo, ki se kasneje ni več ponovila niti ob 70-letnici zmage nad fašizmom in nacizmom in najbrž se ne bi niti letos, če tudi ne bi bilo bojazni pred koronavirusno boleznijo. Spletno slovesnost ob 75-letnici zmage nad fašizmom in nacizmom je vodil Domen Valič, ki je sicer večkratno povezan s tematiko proslave. V filmu Preboj je upodobil enega od portretirancev, njegova babica Dana pa je delila usodo mnogih Slovencev. Medvojno je bila najprej zaprta v italijanskih zaporih, potem pa v taborišču Ravensbrück. Njegov dedek Aleksandar pa je bil partizan. 7. maja zvečer je nastopil na Radiu Trst, kar je bil prvi nastop v slovenskem jeziku v osvobojenem Trstu. Nikoli nas ni okupiral narod. Niso nas okupirali Nemci, Italijani, Madžari. Okupirala sta nas fašizem in nacizem. Ta pa ne pozna meja. Le čaka na ugodne razmere. Ampak tu, v tem mojem srcu, mu ni dana domovinska pravica. Tej slednji misli se pridružujemo tudi v našem uredništvu. Nikjer ni prostora za fašizem in nacizem. Ne le praznovanje, ampak celotno življenje se je prilagodilo epidemiji. Če vzamemo turistično dejavnost, je zaradi ukrepov ob epidemiji eden najbolj prizadetih zagotovo storitveni sektor. Med njimi kozmetičarji in frizerji, ki so s 4. majem smeli spet odpreti svoja vrata. A seveda s strogimi omejitvami in pogoji dela. Tako v teh dneh saloni bolj kot prostor za sprostitev izgledajo kot prostor za predpripravo na vesoljske polete, če se malo karikirano izrazimo. Kako poteka delo frizerjev, smo vprašali naši soobčanki, ki delata v frizerskem studiu Vesna, samo skok prek meje naše občine na Brodu. Kljub slabim novicam iz Italije se je grožnja korone zdela precej oddaljena. Zato večina ljudi ni bila pripravljena na ekspresno ustavitev življenja, kot smo ga poznali do letošnje sredine marca. Ja, bilo je stresno. Soboto smo še delali, ponedeljek kar naenkrat doma, stranke naročene, jih je bilo treba prestaviti. Ob tem, da 2 zaposleni, treba dati plače, plačati položnice, so bili težke zadeve, no. Negotovost je posegla v življenje podjetnikov, ki so kar naenkrat bili postavljeni pred dejstvo, da za nedoločen čas ne bodo imeli prihodkov, niti jih še kar nekaj časa ne bodo mogli pridobiti z delom. Predvsem tisti z več zaposlenimi so s strahom spremljali novice o ukrepih pomoči, s katerimi je država podjetnikom pomagala za čas epidemije. Odpis plačila prispevkov, izredno denarno pomoč za čas, ko so doma, in povračilo plačila dohodka zaposlenim na čakanju je tistim, ki dejavnosti niso mogli opravljati ali so jo lahko opravljali v precej zmanjšanem obsegu, vsaj delno pomagala. A dejstvo je, da so na začetku morali imeti tudi nekaj sredstev, s katerimi so sploh pridobili pogoje za pridobitev pomoči. S tem, da če nisi imel prihrankov, če nisi imel sredstev, da nisi plačal vnaprej delavca, nisi upravičen do ničesar.
Po novici o delni sprostitvi ukrepov so bili frizerji postavljeni pred nove izzive. Pogoji za opravljanje dejavnosti so se namreč zaostrili. Pri nabavi zaščitne opreme so jim pomagali dobavitelji frizerskih preparatov, a strošek nabave je bil visok, saj so se cene zaradi velikega povpraševanja in omejenih zalog močno zvišale. V bistvu finančno nam ni priskočil na pomoč nihče. To je strošek vsakega posameznika. Oni so nam NIJZ je izdal pogoje, pod katerimi moramo delati, potem se pa vsak znašel po svoje. Sprva je bilo treba prilagoditi opremo. V studiu Vesna so za dovolj velik razmak med dvema strankama, kolikor jih trenutno lahko urejajo naenkrat, prelepili vmesni stol, uporabljajo samo en umivalnik, v salonu pa razen izjemoma dovoljenih družinskih članov ni čakajočih. Sprejem rezervacij poteka samo po telefonu, naročanje s prihodom direktno v salon sedaj ni možno. Frizerji pri delu uporabljajo maske in vizirje oziroma zaščitna očala. Razkuževanje poteka pred in po urejanju posamezne stranke. Skrb za higieno, ki je že sicer na visokem nivoju, se je v tem obdobju še povečala. Vsaka stranka mora prav tako imeti masko ves čas, ko je v salonu. Masko mora imeti skozi gor na sebi, mi uporabljamo maske, zaščitna očala, za vsako stranko se razkuži stol, delovna površina, škarje, glavniki, mašince, tako da veliko več dela, ker še bolj razkužujemo, kot smo prej razkuževali, in seveda večji strošek. Tudi v prihodnje ne pričakujejo enakega prihodka kot pred zaprtjem salonov, saj je sedaj omejeno tudi število strank, ki jih lahko uredijo. Med čakanjem, da učinkuje barva, sedaj ne morejo sprejeti še ene stranke na striženje, tako da je število strank sedaj mnogo nižje. Še bolj kot stroški pa se zapovedani ukrepi odražajo na delu frizerjev. Če smo posamezniki zdaj že dodobra spoznali, da že nakupovanje zaščitno masko ni nekaj, kar bi bilo mačji kašelj, je večurna uporaba mask in vizirjev za frizerje zelo naporna. Ja, delo je precej oteženo, no v glavnem res je težje vse skupaj. Tudi recimo striženje okrog ušes, barvanje je precej oteženo, zelo se potrudimo, da je narejeno kakor se da najboljše, no je pa res težje. Tudi recimo z vizirjem očali se zelo težko vidi, vroče se rosi in tako naprej. No. Ni prijetno. Na momente ti zmanjka pod masko zraka, utrujen si še bolj. Delamo seveda glede na to, ker toliko časa nismo delali več ur kot 8 ur na dan. Ni prijetno, no. Pri barvanju las je potrebno elastiko od maske odmikati. Včasih mora stranka za kak trenutek masko tudi sama držati na obrazu, a vaja dela mojstra in frizerji striženje in barvanje v teh dneh opravljajo že povsem rutinsko. Nekaj storitev, ki so jih v frizerskem studiu Vesna na Brodu opravljali prej, pa trenutno še ne smejo izvajati. V bistvu trenutno ne smemo barvati obrvi ali pa trepalnic ali pa oblikovati obrvi. Tudi brado smo začasno zdaj prestavili, ukinili, žal tega ne smemo, ker smo preblizu sami strankenem obrazu. Umetniško oblikovane brade, ki jih vidite na predstavnikih moškega spola sedaj, so tako produkt domače iznajdljivosti. Nekateri so pri tem bolj, drugi manj uspešni, podobno kot domači frizerji. Mnogi so se znašli in se na primer postrigli sami, pa barvali z izdelki iz trgovin, ki pa niso povsem primerljivi s preparati, ki jih uporabljajo v salonih. Predvsem slednji so bili med prvimi, ki so po odprtju salonov prihiteli na popravke. Ja, predvsem moški so bili zelo iznajdljivi in bile so zelo take hecne frizure, ne, bom rekla koronske, ali kako ne rečem. Ja, zdaj pa pridemo nazaj v čas, ko spet smo v normalni modi. Za lepoto je treba torej malce potrpeti, kar konkretno pa bo po koroni trpela tudi narava, ki bo žrtev koronskih ukrepov, ki so malce pozabili na zniževanje uporabe plastike in želeno večkratno uporabo izdelkov v vsakdanji uporabi. Maske na obrazih, zaščita oblačil za enkratno uporabo, lončki za kavo, smetano in sladkor za enkratno uporabo, neomejena uporaba razkužil, vse to je strošek, ki ga bomo in bodo plačevali še dolgo v prihodnosti. V
V sredo 5. maja je zasedala skupščina javnega holdinga Ljubljana, katerega solastnica je tudi naša občina. Družbeniki so sprejeli letna poročila tako za celotni holding, kot tudi za posamezna povezana javna podjetja. In kaj je glavno sporočilo? Leto 2019 so vsi zaključili z dobičkom. Javno podjetje Voka kanalizacija z dobičkom v višini dober milijon, podjetje Energetika z dobičkom v višini 217 000 evrov in lokalni potniški promet z dobičkom v višini 266 000 evrov. V prispevku smo se osredotočili predvsem na LPP in za nas pomembne številke mestnega potniškega prometa na linijah 25, 15 in 30, ki jih je morala občina Medvode v lanskem letu sofinancirati v višini 265 000 evrov. Hkrati pa bomo dobili tudi odgovor, kako so vozniki mestnih avtobusov preživljali obdobje epidemije do ponedeljka 11. maja, ko je javni potniški promet ponovno stekel in kako naj bi bilo v prihodnje. V skladu s trajnostno naravnano poslovno strategijo je družba Ljubljanski potniški promet lansko leto v promet vključila 33 novih avtobusov, od tega 16 medkrajevnih enojnih avtobusov, ki jih je kupila sama, in 17 enojnih mestnih avtobusov s pogonom na stisnjen zemeljski plin, ki jih je prevzela v najem. V voznem parku je bilo konec lanskega leta kar 283 avtobusov, od tega jih je ta teden, ko je javni potniški promet spet stekel, na terenu dobra polovica. V tem trenutku imamo 115 avtobusov, to govorimo o mestnih avtobusih, od 215, če tako rečem. Medtem ko medkrajevnih imamo pa 64, pa jih je večina, se pravi 48 na terenu. Dobra polovica avtobusov je torej spet na terenu, število potnikov pa pričakovano bistveno nižje kot poprej. Pozna se v to, da je seveda avtobusov na liniji manj, kar pomeni manj odhodov. Glede na situacijo, ki jih pa zdaj spremljamo število potnikov, smo pa v evropskem povprečju, 10% potnikov je prisotnih, tako kot po Evropi, 10 do 12% je prisotno potnikov in temu se prilagajamo. Zdaj računamo 18. ko bojo še osnovnošolci, ta prva triada prisotna, pa devetošolci. Mogoče bo kaj več, ampak to spremljamo in če bo potrebno, bomo dodali. Javni promet pa poteka po določenem predpisanem protokolu. Zaenkrat še nismo videli nobenih težav. Maska, meter razdalje, razkuževanje rok, to je pa to. Ljudje se mislim, da malo še bojijo hoditi na avtobuse, tako da tudi ni nekega drena še zaenkrat. Bomo pa videli v prihodnjih tednih, kako bo. Vstop na avtobus je sicer mogoč le pri drugih, izstop pa na tretjih oziroma četrtih vratih. Za zagotavljanje varnostne razdalje med potniki so na določenih sedežih nameščena obvestila, ki potnike pozivajo, naj na teh sedežih ne sedijo in s tem ohranjajo varnostno razdaljo. Za potnike pa velja, naj na avtobus že sicer ne vstopajo, če niso zdravi. Kdaj pa kdaj se sicer lahko sliši pritožba kakšnega od potnikov, češ da so potniki ne upoštevajo kakšnega od ukrepov ali pa da je na avtobusu več potnikov, kot je dovoljeno. Zato pojasnilo, število potnikov na avtobusih ne sme preseči zasedenost med 30 in 40%. Če se bo izkazalo, da število avtobusov ne ustreza kapaciteti potnikov, pa bodo, kot že rečeno, po potrebi na linije razporedili dodatne avtobuse. In pojasnilo, otroci do 12. leta starosti, torej učenci prve triade, ki bodo prihodnji teden ponovno sedli v šolske klopi, za vstop na avtobus ne potrebujejo zaščitne maske. Ja, moram reči, da smo pozitivno presenečeni. Potniki so pripravljeni na vožnjo, upoštevajo meter razdalje pred vstopom na avtobus, pripravijo masko, razkužejo roke na vhodu, tako da smo pozitivno presenečeni. Kaj pa se mogoče obeta prihodnji teden, glede na to, da bo mogoče kakšen šolar več na avtobusu? Ja, pričakujemo tudi, da bo mogoče omilili ukrepe, tako da ne pričakujemo nekih zapletov. Otroci so tudi pridni, verjamem, da upoštevajo tudi sami ukrepe, spremljajo dnevnik, tako da. Polovica voznikov je trenutno še vedno na čakanju doma, 15 od njih pa je v ekipi, ki v vsem tem času, kar je razglašena epidemija, po mestni občini Ljubljana razvažajo tople obroke. Firma je objavila poziv voznikom, da bi se javili za pomoč razvoza hrane. In ko sem to zvedel, sem se takoj prijavil, počakal. Par dni sem bil izbran in začel delati.
Kar me pa zelo veseli, čast mi je, da lahko nekomu pomagam. Vsak dan, tudi ob sobotah in nedeljah, vozniki po mestni občini Ljubljana prepeljejo okoli 500 toplih obrokov, ki jih pripravljajo v osnovni šoli Danile Kumar. Komu vse nosite, vozite tople obroke in kakšni so njihovi odzivi v tem času? Hrano prejemajo predvsem otroci, ki so imeli že prej v šoli subvencionirano prehrano, pa tudi starejši, katerim obroke omogoča Rdeči križ. So pa zelo hvaležni vsi po vrsti, otroci pa še posebej, komaj čakajo, da pridem. Je kakšen strah bil, kako prevzeti sedaj to hrano, kako ravnati? Ste dobili kakšna taka prav posebna navodila, kako naj ta stik poteka? Ko smo začeli, smo bili na sestanku, kjer so nam povedali, kako naj ravnamo, da čim bolj zmanjšamo možnost okužbe. Ne smemo imeti osebnih stikov, tako da hrano pripeljemo, razdelimo in odpeljemo. Ne zadržujemo se v bližini prejemnikov, da ne bi prišlo do kakšnega prenosa okužbe iz njih na nas ali iz nas na njih, čeprav mi, hvala Bogu, smo zdravi. Pred razglašeno epidemijo pa je Kuzma večkrat pripeljal tudi 25 v našo občino. Na tej liniji in na liniji medkrajevnega prometa številka 30 sicer vozijo avtobusi v tem času po ustaljenem voznem redu, na podaljšani 15 pa so trenutno 3 termini manj kot pred razglašeno epidemijo. Imetnikom splošnih letnih vozovnic se bo veljavnost le-teh podaljšala za 56 dni. Tisti, ki so kupili marčevsko mesečno vozovnico, pa se lahko z njo vozijo do konca maja. Kot rečeno, je javno podjetje Ljubljanski potniški promet lansko leto zaključilo z dobičkom v višini 266 tisoč evrov, seveda ob dejstvu, da je javni potniški promet sofinansiran tako strani države kot tudi lokalnih skupnosti. Od vseh linij mestnega potniškega prometa sta na primer rentabilni le 2, Enka in Šestica. Glede na doslej zbrane podatke na LPP-ju zaradi ustavljenega potniškega prometa od 16. marca do ponovnega zagona ta teden že beležijo več kot 7 milijonov evrov izgube. Ocena stanja konec leta pa bi bila zgolj nehvalevredna špekulacija. Vemo, da do marca smo bili nekako tako, pa še tista druga polovica marca je tako izpadla v celoti, ne. Prihodka zdaj je nič, ne, če rečem, oziroma za danes podatek je 6700 imamo validacij, kar je malo, ne. Poleg tega je ukrep tudi na avtobusih, da se tisti, ki imajo terminske, ne validirajo, se pravi, teh nismo zajeli. Dejansko ocenjujemo, da je 25 tisoč recimo na mestnem prevozu danes potnikov se peljalo. To je v realnosti nek nedeljska zasedenost, ne. Tako nekako. Zdaj izpad seveda bo, je pa vse odvisno od kako bo potem september, oktober, november in december, takrat, ko so pri nas bogati meseci, če rečem. Če bo takrat zasedenost pa sproščenost osebja in vseh, potem ne bo problemov, ne, bo izpad samo te mesece do septembra. Če bo pa tudi takrat kakšen ukrep potreben, bo pa slabše, ne. Edini ukrep, ki bi bil za družbo Ljubljanski potniški promet v tem trenutku sprejemljiv, pa je, razumljivo, povrnitev izpada dohodkov. Najboljše bi bilo seveda, da nam ta izpadli prihodek povrnejo na kakršenkoli način, ne. Mi že stalno dobivamo seveda neke subvencije od ministrstva, neke od občine, ne, oziroma ostalih občin tudi. Mi vemo, kakšno je bilo prihodki v letu 18-19 in prej, ne. Na podlagi tega se točno za vsak mesec lahko vidi, sicer je bilo prihodka toliko, da ga je tu, razliko se pa povrne. Lahko se odločamo, da zmanjšamo število linij, število odhodov, to je vse možno, ampak seveda potem pa potnikov bo še manj. Tako da to pa si ne želimo. Občina Medvode je na primer za sofinansiranje avtobusnih prevozov na linijah podaljšanja 15, 25 in 30 morala že v lanskem letu nameniti kar 265 tisoč evrov, kar pomeni 21% več kot preteklo leto. Kot je že večkrat povedal župan Nec Mole, zadnjič tudi na eni izmed novinarskih konferenc v obdobju razglašene epidemije, pa LPP na večjo subvencijo kljub izpadu prometa za voljo korona situacije ne more računati.
No, občinska subvencija bo lahko v tej višini, kot je sprejet proračun. Situacija že danes je precej drugačna. Kako zadeve potekajo na državni ravni, bi mogoče vam, upam, znali odgovoriti na LPP-ju, torej moj odgovor je enak prejšnjemu, da bo najbrž javno podjetje Ljubljanski potniški promet povedalo, če imajo kakšne te pogovore. Mi si kaj več od tiste subvencije, ki jo plačujemo, težko privoščimo, če vemo, da bo potrebno najti dodatna sredstva kar na nekaj drugih postavkah, zato da jih bomo prerazporejali na postavke, ki bodo občutneje prizadete zaradi koronavirusa. Bodočnost podaljšanja 15-tice, 30-tice je bila že sicer malce ogrožena. Bo potem mogoče še bolj? Zagotovo. Prva, če bi rekli tako grdo na odstrelu, je seveda podaljšana 15-tica do Sore. Ta proga je dokazano najmanj rentabilna, če je ne bi uporabljali za šolske prevoze, potem te proge prav gotovo ne bi več bilo. Kajti od tistega silnega povpraševanja je potem zelo malo odziva na sami progi. Zaenkrat pa o kakšnem omejevanju linij na Medvoškem, vsaj na LPP-ju, še ne razmišljajo. Ne, zaenkrat o tem nismo še debatirali. Moramo pač videti, kakšna bo situacija, pa se takrat odločiti na dejanski situaciji. Zaenkrat pa nimamo še informacije, da bi karkoli morali oklestiti, skrajšati karkoli. No. Na družbi LPP so nam obljubili tudi podatke, kakšno izgubo prinašajo medvoške linije mestnega in medkrajevnega potniškega prometa, vendar do zaključka redakcije le-teh še nismo uspeli pridobiti. To je sicer podatek, ki se posredno skriva tudi v zaključnem računu občine Medvode za lansko leto. S poročilom o tem, kako je v lanskem letu poslovala občina Medvode, pa naj bi se seznanili občinski svetniki na seji sveta prihodnjo sredo. Na dnevnem redu seje, ki bo izjemoma kar v športni dvorani Medvode, sejna soba občine je namreč premajhna, bodo sicer tudi točke, ki naj bi jih obravnavali na marčevski seji, ki je zaradi preventivnih ukrepov za zajezitev širitve okužbe s koronavirusom odpadla. Med njimi tudi poročilo koncesionarja, ki kmalu bo leto dni vzdržuje naše ceste in jih pluži, če je treba. Torej poročilo podjetja HNG. Za izvajanje javne gospodarske službe, vzdrževanje občinskih cest in izvajanje zimske službe sta v lanskem letu skrbela dva koncesionarja. Gorenjska gradbena družba do konca maja, potem pa novi koncesionar HNG. Oba pa sta do konca februarja letos morala podati poročilo. Če povzamemo poročilo slednjega, torej družbe HNG, med drugim so odgovorni v družbi zapisali, da je bilo do konca leta 2019 na brezplačno telefonsko številko, ki so jo vzpostavili za občane, posredovanih 71 sporočil, več kot polovica njih pa raznih. V tem obdobju so se sicer odzvali na 21 intervencij, ki so jim bile posredovane bodisi strani obveščevalnega centra, policije, civilne zaščite, krajevnih skupnostih ali občinske uprave. Glavni vzroki intervencij pa spolzela brežina, podrta drevesa, udarne jame, prometne nesreče in podobno. V preteklem letu je HNG prejel tudi 4 zahtevke za povračilo škode zaradi poškodb na vozilih zaradi udarnih jam, vendar so jih po proučitvi zavrnili kot neutemeljene. V obdobju od začetka izvajanja koncesijske pogodbe pa do konca leta je družba HNG na občinskih cestah, javnih poteh in ostalih javnih površinah izvedla delo v skupni višini malenkost manj kot 300 tisoč evrov, od tega slabih 47 tisoč evrov za zimsko službo, dobrih 250 tisočakov pa za redno vzdrževanje skupaj z režijskimi deli. Največ skoraj 48 tisoč evrov za strojno čiščenje jarkov in več kot 36 tisoč evrov za urejanje makadamov. Torej, če povzamemo, spet se lahko vozimo z avtobusi in vlaki, lahko gremo k frizerju, lahko gremo na kavo, ne le s svojci, ampak tudi s prijatelji, med drugim tudi končno odprti lokal na Medvoški tržnici. Lahko si izposodimo knjige v knjižnici, s ponedeljkom bomo spet morali plačati zamudnino. Skratka, marsikaj že lahko, še vedno pa ne vemo, kdaj in kako k osebnemu zdravniku, če ni res hudo urgentno, ali pa k zobozdravniku, na primer. Zaenkrat smo dobili le podatek, da v tem tednu v zdravstvenem domu Medvode še vedno potekajo dogovori glede dodatnega sproščanja ukrepov in ker načrta še nimajo narejenega, nam trenutno ne morejo podati še nobenih informacij.
Sedaj pa k ukrepom, ki se bodo šele sprostili v prihodnjem tednu. Otroci se bodo v ponedeljek 18. maja po 2 mesecih spet vrnili v vrtce in šole, a ne vsi. Osnovna šola Medvode je z 381 šolarji in 56 zaposlenimi druga največja šola v naši občini. Kot kaže, težav s prostori in kadri v tem šolskem letu ne bo več. Pri ravnateljici Damjani Šubic smo preverili, kako se pripravljajo na prvi pokoronski šolski dan, kakšne imajo izkušnje z izobraževanjem na daljavo in kako poteka preverjanje znanja. V torek smo se oglasili na osnovni šoli Medvode in ravnateljica Damjana Šubic nam je povedala, da še ne ve, koliko šolarjev prvih 3 razredov bo v ponedeljek 18. maja prišlo v šolo k pouku, jutranjem in podaljšanem varstvu. Zagotovo pa bo za njih poskrbelo več kot 20 učiteljev, spremljevalcev in drugih dežurnih. Otrokom ne bo potrebno nositi mask, obvezno pa se jih bodo morali nadeti učitelji. Ja, v ponedeljek bo kar eno tako nenavadno doživetje. Namreč po dolgem času, po takem dolgem premoru se bomo zopet videli in sicer prijatelji med seboj, otroci med seboj, učitelji, sodelavci med seboj in en tak poseben občutek bo. Najbrž bi si vsi radi planili v objem, pa bomo nekako v enem krču, zato ker se ne bomo smeli planiti v objem. Že tiste priprave, ki jih imamo sedaj, ko razmišljamo, kako bomo poskrbeli za vse te zdravstvene prijeme, da se ja ne bo kdo kaj okužil. Recimo prvo 3-letje, prvi razredi se bodo nekako dobili na enem vhodu, drug prvi razred se bo dobil na drugem vhodu, drugi in tretji razred se bo dobil tukaj na tem delu, zato da ne bodo preveč mešani. Že to prvo ločevanje. Tako da poskušali bomo narediti še kakšen prijeten, že kakšno prijetno presenečenje, da bo mogoče malo popestreno, to še malce razmišljamo. Tako kot je bilo v tujini rečeno, da so jih sprejeli z balončki, najbrž se bomo tudi mi še česa domislili, mogoče ne ravno balončkov, ampak nekaj pa sigurno. Skratka, težko bo po takem dolgem času. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v teh dneh večkrat opozorilo, da je šola obvezna. Vsekakor bo tudi to vplivalo na starše, ki so morali do te srede podpisati izjavo, da so njihovi otroci zdravi. Če namreč starši ne podpišejo takšne izjave, otrok ne more ne v vrtec, ne v šolo. Zaenkrat velja, da se otroci od 4. do 8. razreda v letošnjem šolskem letu ne bodo več vrnili v šolske klopi. Vse, kar izvemo mi iz medijev. Tako da pravzaprav vsakodnevno gledam medije. Dobivamo okrožnice od ministrstva, od Zavoda za šolstvo, spremljamo spletne strani, tako da ravnatelji dostikrat tudi sami raziskujemo, da pridemo do določenih informacij. Pa tudi nekateri učitelji imajo zdravstvene omejitve. Učitelji tudi niso zdravi, ampak ne boste verjeli, moj kolektiv, naš kolektiv, tudi če so bolani, pridajo v službo, kar ni v redu, tako da je pravzaprav potrebno poskrbeti, da ne bi prišli, da ne bi koga okužili, tako da ni kakšnih takšnih, da bi lahko rekli, da bi okužil, ampak recimo, če bo nekoga nekaj bolelo, bo ravno tako prišel. Po zadnjih navodilih ministrstva bo v učilnicah po največ 15 šolarjev. Osnovna šola Medvode bo to izpeljala, saj so vsi učitelji napovedali, da pridejo v šolo in učilnic bo dovolj tudi 25. maja, ko se vrnejo devetošolci. K pouku pa bodo 25. maja povabljeni tudi učenci z učnimi težavami in odločbami. Vse to bo treba organizirati in zagotoviti, da bodo šolarji ves čas v isti skupini. Na osnovni šoli Medvode imajo, kot pravi ravnateljica, pozitivne izkušnje izobraževanja na daljavo. Naša šola do koronavirusa še ni imela spletnih učilnic.
In tudi učitelji so imeli morda še nekaj več težav z IKT-jem, se pravi z računalništvom. Tako da prvi teden smo nekako še imeli malo več učnih listov, daljših napotkov. Potem smo videli, da moramo se malo posodobiti in smo se začeli samo izobraževati. Imamo tudi dobro računalničarko in dober administrativni tim, ki je pomagal kolegom, da so se seveda naučili, kako objavljati v spletnih učilnicah. In seveda smo potem postopoma rastli. Od tega, da smo se prvi teden ubadali, kako poimenovati datoteko, da se potem na koncu ne bomo zgubili, so potem učitelji že v 3. tednu začeli, že na koncu 2. tedna, že začeli Zoom konferencami, video sestanki, so se začeli sami snemati. Imamo tudi odlične posnetke razlag, tako učiteljev na razredni kot na predmetni stopnji. In starši so zelo veseli, da se lahko otrok usede, pogleda na YouTubu posnetek matematične razlage in če ne razume, si posnetek lahko še enkrat zavrti. Tako da tega je kar dovolj nastalo. Imamo celo učiteljico, ki zelo na humoren način predstavlja angleščino z videoposnetki in otroci komaj čakajo, da vidijo te posnetke. Tako da jaz mislim, da so se odlično odrezali naši kolegi. Moram pa se zahvaliti tudi staršem, ker brez staršev ne bi mogli šole nadaljavo speljati v takšni meri, kot smo jo, in da pravzaprav nismo bili deležni kakšnih večjih kritik. Vse dobronamerne kritike, pripombe smo pa reševali sproti. In kako učitelji preverjajo znanje? Najprej so take klasične oblike preko učnih listov, potem imajo Zoom sestanke, kjer učitelj z manjšo skupino otrok se dobi, gredo skozi določena vprašanja, teme, učenci povedo, kaj razumejo, česa ne razumejo in se potem o tem pogovorijo. Potem jim mogoče pripravijo tudi kvize, se pravi preko IKT tehnologije se da kvize zelo hitro reševati. Imamo tudi en programček Kahoot, se pravi, kjer se tudi pripravi določena skupina vprašanj in potem otroci odgovarjajo na to, učitelj pa takoj dobi povratno informacijo, na katera vprašanja so dobili prave odgovore in katere ne. Skratka, zelo veliko različnih oblik. Govorni nastopi so bili tudi preko Zoom aplikacij. Tako da ocenjevanje znanja je bilo najbolj na ustnem področju. Nekaj pisnega je sicer bilo, ampak tako, da sta bila prisotna 2 učitelja. Učenci so potem tudi določene stvari kaj napisali. Skratka, bile so razne oblike kombiniranja. Obenem pa ravnateljica Damjana Šupic izpostavlja tudi slabšo plat. Iluzorno bi bilo pričakovati, da bodo sedaj v teh časih, ko je toliko ene stiske, toliko enega stresa, da bi bilo to znanje, ki ga otroci pridobijo, relevantno. Se pravi, to, kar so se naučili, bo pri nekaterih dolgo ostalo, pri nekaterih pa ne. Nekateri so si morda vzeli to kot počitnice, nekateri zelo resno. Moram reči, da imamo tudi izkušnje, da so nekateri otroci celo bolj odzivni in se jim bolj odgovarja takšen način nadaljavo, kar nas je zelo pozitivno presenetilo. Seveda pa, kot sem rekla, je tudi nekaj otrok, ki so si malce privoščili počitnice in sedaj, ko vedo, da je treba pridobiti ocene, so začeli biti bolj odzivni. Tako da preverjanje znanja seveda bo, ampak poglejte, tako kot v živo, ne more biti nadaljavo. V učilnicah po novem ne bo smelo biti več igrač, športna vzgoja pa bo potekala lahko le na prostem, saj športna dvorana ostaja zaprta. Zaenkrat pa tudi velja, da šolarji ne smejo na šolska igrala, medtem ko je športno igrišče ob osnovni šoli odprto že več kot 1 teden. Pogovor z Damjano Šubic, ravnateljico v osnovni šoli Medvode, je bil posnet v torek. Danes dopoldne pa smo za opis stanja in priprav na prihod otrok v vrtec pregovorili še z ravnateljico vrtca Medvode, Romano Epih, ki je sicer tudi predsednica Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije. Koliko otrok, koliko zaposlenih se vrača v ponedeljek v vrtec Medvode?
Lahko rečem, da imamo res srečo, vsej v tem oziru, tako da imamo za prvo starost načrtovanih 56% prihoda otrok in za drugo 52%. In tudi strokovni delavci, tehnični delavci, upravno-administrativni delavci pridejo. Skoraj vsi. Za 2 vem, da jih ne bo. Trenutno smo na takem lepem prizorišču, za vami so igrala. Povejte, kako bo potekal ta vzgojno-izobraževalni del, recimo v ponedeljek in naslednje dni, ko veljajo še določeni ukrepi? Ukrepi veljajo še 2 tedna. Kar se tiče igral, so odsvetovana. S strokovnimi delavci smo se v ponedeljek dogovorili, da v tem času ne bi uporabljali igral. Mal nam bo tudi naklonjeno vreme, to pomeni, da bo tudi nekaj dežja. Zdaj ne vemo, ali rečemo, da je to dobro ali ni dobro, ampak to bomo pač upoštevali. Vzgojno delo pa seveda začnemo tako kot v začetku septembra z uvajanjem, glede na to, da so bili otroci zdaj 9 tednov odsotni in delo naj bi teklo seveda. Vzgojno-izobraževalno delo, ne samo varstvo, absolutno ne samo varstvo, ker to pomeni, da bi morali igrače razkuževati večkrat na dan, tako da zagotovo bomo izvajali dejavnosti in koristili okolico vrtcev. Katerega izmed teh ukrepov bo v tem trenutku najtežje izpolnjevati? Zdaj moram najprej pomisliti, katere bomo lahko izpolnili. Izpolnili bomo normativ otrok, izpolnili bomo prihode in odhode otrok. Mogoče najtežje tega, da se bo v manjši meri uporabljalo igrišča oziroma ne igrišča kot igrišča, ampak prav igrala na igriščih. Vse ostalo bomo zmogli. Je kakšno tako priporočilo sedaj staršem pred ponovnim prihodom otrok v vrtec? Kaj naj sedaj starši še teh par dni postorijo, kako pripraviti otroka na ponovni obisk vrtca? Predvsem z navdušenjem, da se vrnejo v svoje sredine, ker otroci bojo dejansko v svoji sredini, ker bo imel vsak oddelek svoj poslovni čas. To pomeni, da bo v eni igralnici otrok od takrat, ko pride, do takrat, ko gre. Z otroki bosta po 2 strokovna delavca, cel dan prisotna. Jih v tem času ne bomo združevali ne v jutranjem, ne popoldanskem času. Starši bodo še jutri zvečer dobili obvestilo še enkrat, da jih obvestim, da morajo pri prihodu in odhodu otroka v vrtec nositi masko, da je treba v ponedeljek zjutraj imeti s sabo izjavo, ki jo najdejo na naši spletni strani, ki vsebuje predvsem zdravstveno anamnezo otroka, da je zdrav. Sicer pa, kar se tiče staršev, drugih obveznosti ni. Vrtec je odprt za otroke po normalnem poslovalnem času, vendar dlje kot 9 ur v tem času ne smejo biti. Imeli smo možnost, da bi tudi skrajšali poslovni čas, ampak zato se nismo odločili. Bomo pa striktni, da res starši takrat, ko so napisali, da otrok gre, da tudi odide. Zdaj imamo prisotnost za 1 teden, do srede 20. maja, bodo pa potem sporočili še za teden od 25. maja naprej, potem pa računamo, da se sprostijo vsi ukrepi, če se ne bodo že prej. Držimo pesti. So odprte vse enote? Vse enote so odprte. Dobro. Kaj pa za tiste starše navodilo oziroma priporočilo ali pa, ki so sedaj se odločili, da otroka obdržijo še doma? Kakšne so tudi finančne posledice, recimo? Ja, za otroke, za starše otrok, ki bodo zdaj v teh 2 tednih ostali doma, bo vrtec še naprej brezplačen. To je zagotovilo ministrstva, imamo tudi pisno podlago, tako da to bo zagotovo držalo. Ko pa se vrtci odprejo, pa čim prej otroke nazaj v vrtec. Česnova juha, zajčkov krožnik s pehtranovimi štrukeljci in svojevrsten jagodni tiramisu. To so jedi, ki so sestavljale finalni meni, s katerim sta prijatelja in sošolca Nika Zorič in Nik Olaj postala zmagovalca 2. sezone kuharskega tekmovanja Mali šef Slovenije. Za osnovno šolo Preska sta z odličnimi kuharskimi nastopi, ki jih je med drugim ocenjevala tudi Mojca Trnovec iz gostilne Mihovec, prislužila 10.000 evrov, ki bodo porabljeni za, to pa v prispevku. Letošnja sezona kuharskega šova Mali šef Slovenije je zaključena. Po napeti finalni bitki, v kateri so se za zmago v 2. sezoni šova Mali šef Slovenije borili kar 3 pari, sta zmago prikuhala naša občana Nika Zorič in Nik Olaj, učenca 8. razreda iz osnovne šole Preska. Sošolca, zaveznika,
Dobra prijatelja že od malih nog in ustvarjalna sodelavca v kuhinji sta se vsekakor dobro uskladila in odlično odrezala. Ja, občutki, ki so zmagala, so bili fenomenalni. So dojela šele kasneje, kaj se nam je v bistvu zgodilo. Tako da so bila ful vesela in je bilo težko toliko časa zdržati to skrivnost. Zdaj, ko pa lahko poveva, je pa noro in so res vesela, so zmagala. Največji izziv nama je bila finalna jed, ker je bil trohodni meni, pa glavna jed iz tega trohodnega menija. Ja, ker je zajčka kar težko pripraviti in se tudi najbolj ponosna na to jed. Meni osebno najboljša jed je bila pa raca, ki je bila pa res top. Že medtem, ko so žiranti razlagali, kaj moramo narediti, sva razmišljala, kaj bi bilo dobro. Za finale so itak vedela, da bo po vsej verjetnosti trohodni meni, ker so se prejšnjo sezono spremljala in so že malo naprej študirala, kaj bo naredila. In pol so rekli, da lahko naredimo karkoli in sva se odločila za zajčko krožnik, pa za krenima česna juho, pa za Naloga, s katero so se mladi kuharji finalisti spopadli v srednjem kuharskem izzivu, je bila priprava spektakularnega trihodnega menija v 90 minutah. Stopite ven iz okvirjev, bodite drzni, pogumni in izvirni, je mladim tekmovalcem pred začetkom kuhanja svetoval žirant Jörg Zupan. Za dekoracijo za juhco je skrbel Nik, jaz sem skrbela za tiramisu, glavno jed sva pa skupaj zdekorirala. Na finalu? V finalu. Žiranti so bili navdušeni, da sta upoštevala nasvet in kuhala zunaj okvirjev. Zamisel, da jagodni tiramisu pripravita nekoliko drugače, jim je bila zelo všeč. Prav tako so bili navdušeni nad česnovo kremno juho. Pohvalili so pehtranov štrukelj, ki ni bil klasično kuhan, temveč pečen, in dodali, da sta kljub zahtevni pripravi zajčjega mesa pripravila odlično jed. V bistvu sem imela dosti srečo glede teh reznin pa opeklin. Nasprotniki so se dostikrat kaj poškodovali. Nika se je opekla na polfinalu, 5 minut pred koncem, pa to je bilo v bistvu to. Sva se malo kregala. Ja, kregala smo se malo na finalu, ker se nam je zdelo, da jed ne bo ratala, da je šlo vse narobe, tako da smo se pol malo skregala. Ja, pol je bilo pa v redu. Presenetna je polfinalna jed, ker sva izgubila v izzivu. To pomeni, da nisva imela cele ure, ampak 55 minut, ampak sva vseeno se znajdla in naredila v 55 minut. Meni se zdi to dobro, ker če sva izgubila, sva imela manj časa in nasprotnici ste bili preveč sproščeni, po mojem. In pa je bilo tudi mi, da če imela polno uro in pol nam je ratalo. Pa še mogli smo skuhati iz enega lonca, tako da naj je ta najbolj presenetila. Nik in Nika sta blestela skozi vso sezono in na koncu domov odkorakala s pokalom, laskavim nazivom Mali šef Slovenije in denarno podporo v višini kar 10 000 evrov, ki jo njuni šoli podarja Mercator. Posebnost šova Mali šef Slovenije je, da se tekmovalci ne borijo zase. Mladi kuharji se borijo za svoje sošolce, prijatelje in naslednje generacije učencev šole, ki jo obiskujejo. Za denarno podporo še glih ne vemo, kaj bomo naredili, ker sploh nisem bila v šoli. Ampak en del gre definitivno za pitnike. En del se pa mi da želijo, da bi šel za gospodinjsko učilnico. Zdaj pa videla, kaj bo ravnatelj povedal. V bistvu imava 2 pokala, Nika ima svojega, pa jaz imam svojega. Tako da en je pri meni, en pa pri Niki. Bomo videli, kako bo pol, ko bomo šli v šolo. Da bi ga najrajši obdržala. Nik in Nika ostajata v stiku s svojimi kuharskimi podporniki kar preko YouTube kanala in se strinjata, da bosta še naprej snemala simpatične videe z idejami in kulinaričnimi nasveti. Sovrstniki so naju pohvalili na družabnih omrežjih, pa eni so naju tudi poklicali, da so bili zelo zadovoljni. Je pa malo čuden to, ker je zdaj korona, škoda, da je, ker bi se imela po mojem veliko bolj, če bi šla 4 dni nazaj v šolo. Ampak okej. Ja, nekako stavil tudi v stiku na najnem YouTube kanalu Ola Nika, bo zdaj premevala v Niki Nika, ker se na to zdi smiselno. Tako da jaz imam že veliko naročnikov in se trudva redno objavljati, kljub koroni. Ponosni žiranti Mojca Trnovec, Uroš Štefelin in Jörg Zupan ne le na zmagovalca, temveč na vse tekmovalce ugotavljajo,
da so bili letošnji tekmovalci bolj pripravljeni, saj so vedeli, kaj pričakovati. Otroci so znova dokazali, da znajo kuhati celo bolje od marsikaterega odraslega. S svojimi kuharskimi presežki so očarali tako žirante kot slovensko javnost. Pandemija je vsem gledalcem našega kabelskega sistema prinesla odprte pakete vseh televizijskih programov. Ta ugodnost ostaja do konca meseca, ko boste gledalci ob ponovni vzpostavitvi različnih programskih paketov tudi ugotovili, da dosedanjih paketov, ki jih je zagotavljalo podjetje EVJ, ni več in da imamo na voljo širšo izbiro. Podjetje EVJ, ki je zadnjih 20 let upravljalo naš sistem, je namreč prenehalo z upravljanjem te dejavnosti. Prevzelo pa jo je podjetje Telemach. Ta tako od prejšnjega tedna dalje skrbi za upravljanje kabelskega sistema Medvode, ki pa še vedno ostaja v lasti naročnikov, organiziranih v Zavod Kabelska televizija Medvode. Razlogi za prenos dejavnosti podjetja EVJ Elektroprom na podjetje Telemach so odraz sodobnih gospodarskih dejavnikov. Za doseganje nizke cene pri ponudnikih so operaterji potrebovali veliko naročnikov in malemu podjetju, kot je EVJ Elektroprom, niti pridno delo ni pomagalo pri vzdrževanju konkurenčnosti, sploh ker upravljanje kabelskega sistema zahteva tudi velike finančne vložke za uvajanje vseh posodobitev in novosti, ki prihajajo na trg. In jaz si predstavljam, da je EVJ ravno tukaj imel tisti največji problem, da ni mogel slediti cenovni politiki, kot jo diktirajo te veliki operaterji. Zdaj, on se je že v preteklosti povezal s Telemachom, za naše naročnike to pomeni, da Telemach prevzema pogodbo o upravljanju od EVJ-ja, se pravi, gledalci so lahko pomirjeni, ostajamo lastniki kabelskega sistema, samo upravitelj postaja zdaj še večji, lahko rečem, upamo, da še boljši, ne samo na področju zagotavljanja dodatnih storitev, kot tudi samega vzdrževanja, kajti to je tisto bistveno, kar pri naročniku šteje, da je spremljanje programa nemoteno, se pravi, da lahko skozi gledaš televizijo, uporabljaš internet in da če že pride do težave, da ti jo nekdo zelo hitro odpravi. Telemach kot eden izmed večjih konvergentnih operaterjev na slovenskem trgu prihaja tudi v ta lokalni del Medvode. Kaj pomeni to za naročnike? Dejansko, da postajajo del naše srečne in velike družine. Zagotovo je to ena taka pozitivna stvar, ki se bo zgodila. V preteklih obdobjih smo ogromno časa, energije namenjali in vlagali v mrežo na tem delu, predvsem zato, da bi pripravili mrežo za prihod naše ponudbe. Ponudba je tisto, kar je benefit, kar bo nek benefit za naše uporabnike, za vaše uporabnike, za nas vse. Tukaj govorimo o naših EON paketih, potem tudi o zanesljivem delovanju mreže. Prihaja zanesljivost hitrosti za našo giga mrežo, ki jo ne nazadnje potrdilo tudi neodvisno testiranje Umlaut. Definitivno pa ta pristop do uporabnikov in uporabniška izkušnja, za katero se v preteklih letih toliko trudijo vsi naši zaposleni, na nacionalnem in tudi lokalnem delu. Za korak v razvoju je bilo potrebno tudi nekaj posodobitev, kar je v zadnjem obdobju zahtevalo tudi veliko dela na terenu, kjer pa so izvajalci naleteli na vprašanja, pa tudi dvome nekaterih lastnikov zemljišč, kjer so dela potekala. Pri posodabljanju sistema smo naleteli na nekaj težav, predvsem v prvi vrsti ob izgradnji kanalizacije je prišlo do večjih pretrgov, zaradi tega je bilo treba ta kabel sanirati. Če je bil kabel prevečkrat pretrgan, je bilo treba nadomestiti celo traso z novim kablom. Potem je prišlo tudi do tega, ker Telemach sedaj želi v vseh ojačevalnih mestih imeti tudi brez prekinjeno napajanje, se pravi UPS-e, da je bilo treba postavljati večje omarce, da smo lastnike, ki imajo na domovih take omarce, prosili, če lahko postavimo večje omarce. In da je zdaj tudi na nekaterih trasah, kjer je število naročnikov bistveno večje, ali pa smo želeli do nastrjenega naselja postaviti optični kabel, da je treba narediti novi skop.
Zato računamo na to, da boste naročniki kabelskega sistema razumeli, da v dobrobit celotnega sistema sodelujete tudi tako, da dovolite nujno potrebne prekope in s tem omogočite nadaljnji razvoj kabelske televizije in vseh storitev, ki jih omogoča. Vse to gre v to, da se bo ta uporabniška izkušnja pa število storitev, ki jih nudimo, pač lahko približalo vsem tistim, kar ponuja Telemach tudi v centru Ljubljane, recimo. Ogromno časa smo vložili v prenovo samega omrežja, zato da lahko danes rečemo tej mreži giga omrežje, to je naše omrežje, ki je pripravljeno na prihodnost, omogoča do 1 gigabajtni prenos podatkov. Na drugi strani pa dejansko tudi prenova opreme. Verjetno uporabniki so seznanjeni, da smo menjali opremo, Konax kartice in tako naprej, da bi s tem omogočili potem tudi našo programsko shemo za bodoče uporabo teh naših novih paketov. Prenova je sedaj že v zaključni fazi in Telemach obljublja, da bo uporabnikom omogočal najboljšo izkušnjo. Kar se tiče same optike, mi imamo giga omrežje. Giga omrežje je tisto, kar nam daje potem tudi potrditev strani neodvisne agencije Umlaut, da imamo trenutno najomrežje v Sloveniji, ne glede na to, kakšna je tehnologija v zadnje. Naše omrežje je hibridno omrežje, pomeni, da teče na optiki in potem na zadnjem delu preko druge tehnologije. Na koncu je pa najpomembneje, da deluje, da je zanesljivo, da omogoča hitre prenose in da je sodobno v koraku s časom. Zato so tukaj naši paketi, ki tečejo na tej našem giga networku, ki ponuja uporabnikom dejansko korak naprej z EON boxom, Smart TV aplikacijo, ogledom za nazaj za 7 dni, z največjim zbirko filmov in oddaj dokumentarnih za oglede, in to je tisto, kar zares šteje. Obljubljajo kvalitetno ponudbo, kvalitetno sliko in hiter ter zanesljiv internet. Osnova našega poslovanja in glavna strategija Telemacha je uporabniška izkušnja, najboljša uporabniška izkušnja. Ogromno časa smo v preteklosti že vložili v to, da bi še izboljšali že tako dobre, recimo temu, neke odzivne čase. Naš glavni cilj in fokus je, da dejansko je vsak uporabnik zadovoljen uporabnik, ne glede na to, kakšne potrebe ima, pa če tudi pride do nekih težav, smo tukaj vedno zaradi njega. Imamo ogromno službo strokovnjakov, tako na telefonu kot tudi na terenu, in jo bomo zagotovosti vse širili, zato da bomo vam na voljo, vsem vam, tudi nekomu, ki je mogoče majčkeno oddaljen od centra, na voljo, kadarkoli nas bo potreboval. Trenutno imate gledalci še vedno odprto programsko shemo, ki so jo omogočili v času epidemije in ko ste morali biti doma, da vam je čas hitreje mineval. S sproščanjem ukrepov pa se bo počasi spet omejilo programsko shemo nazaj na pakete, ki jih imate naročene. Za medvoške naročnike seveda s to razliko, da bodo paketi sedaj Telemachovi. Plan za zapiranje te sheme je do konca maja, ker pa se to sovpada potem tudi z prevzemanjem upravljanja omrežja v Medvodah, je naša želja oziroma naš cilj, da vsakega uporabnika posebej v Medvodah nekako obvestimo o tem, kdaj in kako se bo izvajalo zapiranje programskih shem. Hkrati bojo vsi uporabniki dobili na dom naslovljeno pošto z točno navedenim paketom, se pravi našim paketom, ki jim je bil dodeljen glede na predhodni paket, in pa z vsemi benefiti, ki jih prejemajo kot člani te naše Telemachove družine. Se pravi, od možnosti prehoda na pakete po lastni izbiri, se pravi EON pakete, do ugodnosti, vkolikor se odločijo za naše mobilne storitve, se pravi permanentne ugodnosti, popust za uporabo naših storitev. Vsak posameznik bo prejel naslovljeno direktno pošto v začetku meseca junija, kjer mu bodo navedli, v kateri paket je vključen glede na dosedanjo naročnino ter možnosti dodatnih storitev ali nadgradnje. Obljubljajo pa, da bodo naročniki dobili vsako leto še več, saj nadgrajujejo hitrosti prenosov, ponujajo dodatne vsebine in nove TV programe brez doplačil, ki jih imajo drugi operaterji, gradijo na lastnem razvoju, katerega plod je televizija prihodnosti EON, in načrtujejo nove posodobitve tako fiksnega kot mobilnega omrežja. Naša prednost je definitivno tudi v paketih mobilne telefonije, ki popestrijo celoto. Imamo najhitreje rastoč in najzaželen
smo najhitreje rastoči operater na slovenskem trgu in imamo tudi najzaželen in najprodajen paket še več, ki nudi največ prenosa podatkov, neomejeno komunikacijo za super ceno. To so neke prednosti ponudbe. Definitivno pa je naša največja prednost to, da smo lokalno prisotni, da poslušamo naše uporabnike in da si želimo na vseh delih, ali je to mreža, ali je to uporabniška izkušnja, jim omogočati najboljšo izkušnjo na eni strani in pa predvsem je naše zadovoljstvo, da so naši uporabniki zadovoljni. Za vsa vprašanja so dosegljivi tako preko telefona kot prek spleta in elektronske pošte ter v njihovih poslovalnicah. V začetku meseca junija pa se bodo uporabniki lahko oglasili tudi v njihovi novi poslovalnici v blagovnem centru v Medvodah. S ponedeljkom 11. maja je svoja vrata športnikom ponovno odprla športna dvorana Medvode. Kot prvi so lahko s treningi pričeli košarkarji in badmintonisti. Gre za registrirane športnike, ki lahko vadijo pod določenimi omejitvami in pogoji. Kmalu pa se jim bodo lahko pridružili tudi predstavniki drugih športnih panog. Po 2 mesecih karantene lahko medvoški športniki torej ponovno koristijo športno dvorano Medvode, seveda ob določenih omejitvah. V dvorano lahko vstopajo samo športniki, ki so naprej najavljeni, se pravi, starši ne vozijo več otrok v dvorano oziroma jih ne čakajo več na tribuni, tako da se jih pripeljajo pred dvorano, trenerji jih prevzamejo in potem tudi po uri ali pa po končani vadbi pripeljajo nazaj, s tem, da si je na vhodu potrebno razkužiti tudi obuvala. Roke obvezno, na vsakem koraku praktično imamo te dozirnike z razkužili. Treba je upoštevati potem to merilo 2 metrov oddaljenosti od vadečih. Redno zračimo naše prostore, smo priskrbeli skratka vse, kar je potrebno, da lahko tukaj vadba znova poteka varno. Se pravi, poleg tega, da staršem oziroma dovolimo v dvorano vstop samo vadečim, imamo zaklenjene vse garderobe, tuše, izjemoma so odprti le toaletni prostori, kjer lahko zagotavljamo redno čiščenje. Klubi so ob treningih dolžni skrbeti za preventivni pregled svojih članov, predvsem merjenje telesne temperature ter voditi evidenco prisotnosti vseh vadečih za zagotavljanje sledljivosti in omogočanje hitrega ukrepanja v primeru okužbe s koronavirusom. Kot prvi so se sproščanja omejitev lahko razveselili športniki košarkarskega in badminton kluba Medvode. V prihodnjem tednu pa se jim pridružujejo še plesalci in atleti. Prvi so torej dobili priložnost predstavniki brezkontaktnih športov. Izjema je košarka, kjer so treningi prilagojeni trenutnim omejitvam. Košarka je sicer kontakten šport, ampak ima toliko elementov, da tudi če ti vzameš ta kontakt iz tega ven, imaš vedno dosti stvari, s katerimi lahko delaš, se pravi, zdaj sploh pride tukaj upoštev tehnika vodenja, se pravi pravilna drža, različni prehodi v vodenja, nobenih podaj, metov na koš ni sicer, ampak se da trening normalno zdelati na 100%. Badmintonisti, ki so že tako ločeni z mrežico, pa se soočajo predvsem številčnimi omejitvami prisotnosti na treningih. Pogoji so taki, oziroma potrebno je, da zagotovimo dovolj razdalje med udeleženimi. Se pravi, nekje 2 metra skozi se zdržujemo, to pomeni 2 do potencialno 4 na igrišče, v primeru, da so to 2 igrišči skupaj, pa je na enem igrišču 2, na enem igrišču 4, je še zmeraj dovolj prostora. Potem pač primerno obnašanje, se pravi, ni zdaj kakšnega metanja švica ob igrišče in vse to je treba se obrisati. Še bolj pomembno kot sicer in tako. Klubi so sicer svojim mladim nadobudnim športnikom tudi v času karantene predpisovali treninge, ki so jih lahko izvajali sami doma, a tako košarkarji kot badmintonisti priznavajo, da so se dneva vrnitve na športni parket že izjemno veselili. Smo vsi čakali nestrpno konec karantene, tako da je bil kar užitek nazaj prijeti loparo roke, par udarcev narediti. Sicer marsikakšna žoga ni šla tja, kamor smo hoteli, ampak je pa sedel še zmeraj. Sploh v moji selekciji, razen tisti, ki so poškodovani, so vsi na treningu. Danes imamo drugi trening, se pravi, v ponedeljek smo začeli in se res pozna, koliko so pogrešali, da so prišli sem z voljo do dela, tako bom rekel. Do nadaljnega pa bodo oboji ostali zgolj pri treningih, saj tekmovanj trenutno ni na obzorju.
Tudi javni zavod Sotočje je od 13. marca pa do konca šolskega leta poleg športnih tekmovanj odpovedal skupaj več kot 40 prireditev v dvorani. Več kot polovica od teh je množičnih z več kot 1000 obiskovalci. Skratka, teh 40 prireditev je v bistvu ocenjenih na nekje 80 000 evrov. Bi bil naš prihodek, tako da trenutno nekaj smo jih uspeli prestaviti na jesenski del, pa tudi te so še negotove, glede na to, da sploh ne vemo, če bo letos sploh možna organizacija množičnih prireditev. Poleg prireditev v dvorani pa je bil javni zavod primoran odpovedati tudi 4. festival Medvode v gibanju, tako da bo letošnja finančna vrzel še nekoliko večja. Trenutna ocena je 110 000 evrov. Zdaj, celotna finančna konstrukcija še ni končana, tako da jaz o tem mogoče je še prezgodaj govoriti. Lahko pa povemo, da tudi stroški obratovanja dvorane so bistveno manjši, zlasti iz naslova čiščenja, elektrike. Res je, da tudi naši programi trenutno stojijo, jih ne izvajamo, kot so, šolska športna tekmovanja, plevalni tečaji, Zlati sončki, Mali sončki in drugi festivali, tako da to zgubo v narekovaju bomo nekako probali pokriti tudi iz naslova teh odpovedanih programov. Tudi obeti za nadaljevanje leta so negotovi. 2 prireditvi sta prestavljeni na jesenski termin. Gre za mini olimpijado, ki bo predvidoma 17. septembra in večer športa, ki bo 20. novembra. Preostale prireditve ostajajo odpovedane. Letos se pogovarjamo tudi, da bi mogoče čez poletje pustili dvorano izjemoma odprto. Kar nekaj vdečih klubov športnih je izrazilo željo, da bi mogoče nadoknadili ta del, ki je bil izgubljen zdaj spomladi, nadomestili v poletnem času, ampak delamo tudi kalkulacije glede samega obratovanja. Vemo, da vsakodnevna klima tudi ni najbolj poceni v dvorani, tako da trenutno se dogovarjamo še. Sicer pa so zaposleni v javnem zavodu Sotočje Medvode čas karantene izkoristili tudi za generalno čiščenje dvorane in vzdrževanje vseh 12 objektov, s katerimi upravljajo. Večina pa je sodelovala tudi v ekipi civilne zaščite pri interventni oskrbi starejših občanov in drugih ranljivih skupin. Medvoški policisti ta teden poročajo o 2 prometnih nesrečah. Ena se je pripetila v Smledniku, udeležena pa sta bila vozilo in pes. Policisti pa so ugotovili tudi kršitev zakona o zaščiti živali. Druga nesreča se je zgodila v Zbiljah, neznani povzročitelj pa je po dogodku pobegnil. V Zgornjih Pirničah so policisti obravnavali tatvino gradbenega materiala, v Medvodah pa še 3 kazniva dejanja, poškodovanje vozila, tatvino mobilnega telefona in neupravičeno slikovno snemanje. V preteklem tednu so opravili tudi 2 intervenciji zaradi spora med partnerjema in eno zaradi preglasne glasbe. Še vedno velja opozorilo pred tatovi in drugimi nepridipravi, ki poskušajo ukrasti vaše imetje. Za prihodnji teden pa voznike opozarjajo, da naj bodo pred šolami in vrtci še bolj pozorni kot sicer. Prihodnji teden bo potekal tudi tako imenovani speed maraton, kar pomeni, da bo v sredo potekal poostren nadzor hitrosti. Zaradi povečanega števila voznikov kros motorjev in 4-kolesnikov, ki svojo vožnjo v naravnem okolju ogrožajo in motijo ostale obiskovalce narave, pa policisti opozarjajo, da je vožnja v naravnem okolju z motornimi vozili prepovedana. Opozarjajo še, da je pogoj za vožnjo motornega kolesa ali 4-kolesnika tudi posedovanje vozniškega dovoljenja ustrezne kategorije in registrirano vozilo, ter da vozila, ki niso tehnično ustrezno opremljena, ne izpolnjujejo pogojev za udeležbo v cestnem prometu. Zaradi razglašene epidemije vas policisti še vedno prosijo, da nenujne prijave podajate preko elektronske pošte ali telefona in vas pozivajo, da upoštevajte vsa priporočila in ukrepe, ki jih daje država. Za danes je to vse. Spremljajte nas še naprej na socialnih omrežjih. Čez teden dni pa takole kot danes. Nasvidenje.